Ste kdaj pomislili, da bi kje daleč, v tuji deželi, kupili staro zapuščeno domačijo, jo temeljito prenovili in se vanjo tudi preselili? Sanje so poceni, v resnici pa je to zahtevna življenjska odločitev. V tej sezoni smo si v oddaji Ambienti zadali izziv, da poiščemo najbolj zanimive zgodbe tujcev, ki so si Slovenijo izbrali za svoj novi dom. Med tujimi državljani, ki živijo pri nas, je tudi nekaj Rusov. Tako je odmaknjena domačija v Goriških Brdih očarala Moskovčanko. Nova lastnica je nekdanji kmetiji vlila novo življenje. Med obnovo so skušali ohraniti čim več tistega, kar je za tukajšnjo stavbarstvo značilnega. Pri tem je strokovno pomoč nudil arhitekt Matevž Frančič. Anja je iz velikega mesta v Rusiji, iz Moskve, ki je diametralno nasprotje temu čudovitemu okolju pri nas. Predvsem je zelo veliko, umazano, hrupno, gosto naseljeno in z družino in s partnerjem sta si zaželela nekoliko več prostora, tako da sta se odločila za to hišo tukaj v Goriških Brdih. Kako pa je bilo, ko ste vi prišli sem, Matevž? Ko sem jaz prišel sem, je bila slika popolnoma drugačna. To je bilo eno gradbišče, nekje na sred procesa prenove same hiše in vsa gradbišča imajo neko skupno značilnost. To je predvsem veliko umazanije, odprtih problemov in tunel, kjer ne vidiš konca. Zunanji gabariti so bili nekako takšni, kot so bili. To je bila stara kmetija, za katero so se investitorji odločili, da jo bojo ohranili v čim bolj avtentičnem smislu, tako v smislu materialov, oblike, volumnov, odprtin in tako dalje. Tako da večina teh struktur je pravzaprav avtentičnih. Torej, to, kar vidimo, te lepe kamnite stene, to je bilo tako ali je bilo treba še kaj dosti mogoče poflikati? No, seveda, stara hiša zahteva velike nege in obdelave. Vse je bilo treba zelo, zelo veliko obdelati. Nekatere stene so bile nadomeščene. Prav ta povezovalni trakt je bil narejen v celoti, ker je bil tako dotrajan, da se ga ni dal prenoviti, ampak levi in desni trakt, to, kar je bila nekoč hiša in to, kar je bila nekoč štala oziroma hlev, to je pa pravzaprav avtentično. Obiskovalci in domači uživajo v miru in razgledu, ki ga ponuja manjša terasa na drugi zasebni strani hiše. Tu se odpira pogled na velik travnik, zelenjavni vrt, sadovnjak in gozd, ki obdajajo obnovljeno domačijo. To, kar je danes terasa, je bil nekoč burjač. Med prenovo smo se odločili, pravzaprav sem jaz precej zoprno insistiral, sugeriral, da se burjač odstrani, da se ga ne zgradi ponovno nazaj, zato da hiša dobi ta pogled po dolini in ta vizualen stik s to okolico. Tako so nastale tudi te stopnice, ta velika ravna površina, ta plato. Tlakovanje je pa pravzaprav takšno, kot je bilo avtentično. Kamni, ki so vmes zaraščeni s travo, mi smo se odločili za zelišča, ki bojo sčasoma te fuge prerasla in naredila neko zeleno preprogo. Nek preplet kamna in zelenega, eno tako mehko površino. Zelo lepo je in midva imamo še to prednost, za razliko od gledalcev, da lahko vonjava te čudovite arome teh zelišč. To je ena lastnost hoje po tej terasi, da ko mendraž timijan, eterična olja pridejo pod nos. Domačijo sestavljajo 3 deli. 2 sta starejša, vmesni povezovalni del pa so zgradili na novo. V enem od stranskih delov je bil nekoč hlev, zato je temu primerno velik in prostoren. Hlev je postal dnevna soba z knjižnico. Odstranili so etažo, s tem je hlev pridobil dvovišinskost, to 3. dimenzijo v višino. Medtem ko hiša je postala takšna, kot je bila. Tam so sobe, kleti, prostori so zelo jasno definirani. Odločili smo se skupaj za prenovo z avtentičnimi materiali. To so kamen, lokalen pesek, lokalen les in tudi vsi novi materiali, novi tlaki so bili zbrani na način, da se najbolj povežejo oziroma poročijo s temi domačimi materiali. Les je hrastov. Moram poudariti, da so vsi elementi stavbenega pohištva iz masivnega lesa, kar je danes velika redkost.
Ob vstopu v hišo pogled takoj pritegne v spiralo zavito stopnišče, ki pritličje povezuje z gornjim nadstropjem. Stopnice so zelo atraktivne, ta špirala je v resnici nenavadna sploh za 21. stoletje, je pa razlog za to obliko izkoristek prostora v dnevni sobi. Takšna rama bi verjetno porabila pravzaprav polovico prostora in nekako smo stisnili stopnice v najbolj mračen in nefunkcionalen kot, tako je nastal ta prekrasen polžek. Kamin je predvsem zelo velik. Ta dimenzija kurišča je nenavadna in takšna dimenzija bi zahtevala bistveno več prostora. Kar se je meni zdelo pomembno, je to, da ta kamin nima nekih elementov, ki jih človek pričakuje pri takšnih kaminih. To je zlasti napa kamina, ki je ponavadi zelo grda. Tukaj smo se zelo trudili, da bi to napo pravzaprav skrili oziroma jo naredili, kot da je kamin del zidu, niša v steni. Nekdanji hlev je zdaj osrednji dnevni prostor, nepozaben zaradi svoje izjemne višine. V nekdanjem hišnem delu so vsi prostori, ki jih prostoren dom običajno vsebuje. Jedilnica, toaletni prostori, spalnica. Osrednji del hiše, zgrajen na novo, je tako po zunanjem videzu kot po vsebini najbolj sodoben. Zunaj ga od starih kamnitih delov hiše loči ometana fasada, ki jo bo nekoč prekrila divja trta kot povezovalni element. V pritličju je v ta del hiše umeščena moderna kuhinja. Ta osnovna razporeditev prostorov, ki sem jo nekako podedoval, je zahtevala na tem mestu hodnik. In to je bila nekako edina točka, kjer se ta hiša lahko odpre v zunanjost in edina možnost, kjer lahko hiša pridobi en nov moderen element. Običajno se taka panoramska stena pojavi nekje v bivalnem prostoru. V našem primeru bi to pomenilo, da moramo pravzaprav celo hišo podreti. Tako da je nekoliko drugače kot sicer hiša odprta s tem hodnikom in se srečavaš z zunanjostjo, z pogledom v to dolino na poti iz enega prostora v drugi. Ne čisto dobesedno tako, iz tega hodnika se naprej odpira prostor v kuhinjo in iz kuhinje se prek te panoramske stene ponuja en lep pogled izza štedilnika proti terasi in naprej bazenu in vrtu in dolini. Hiša v Goriških Brdih je še en dokaz, kako lahko uspešno združimo stavbarsko tradicijo 19. stoletja z udobjem 21. stoletja.